Zanimivo je, da je bil SD med tistimi strankami, ki so zrušile naš osnovni predlog Levice o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki je to zavarovanje dejansko ukinjal in bi koristil 95% ljudem. Vsi upokojenci in zaposleni bi plačevali namesto 35 evrov na mesec 1% od svojega bruto dohodka, kar pomeni, da bi bili na boljšem vsi upokojenci in vsi zaposleni do 3500 evrov bruto plače. Ta predlog je padel, ker so mu nasprotovale koalicijske stranke, vključno z SD-jem. SD je potem skupaj z drugimi strankami sodeloval pri tem, da so pripravili precej diletantski poskus uvedbe pavšalnega prispevka, se pravi, da bi se zavarovanje zgolj nacionaliziralo, preneslo na Zavod za zdravstveno zavarovanje, še naprej bi vsak plačeval enako, tokrat 29 evrov, pa zdaj to številko popravljajo, govori se o 31, 32. In tretjič, ker je zgledalo, da to lahko preživi parlamentarno obravnavo, ker tudi v Levici smo rekli, da to kot majhen prvi korak k dejanski ukinitvi podpiramo, zdaj SD še tretjič obrača ploščo in tokrat prihaja za svojo progresivno lestvico kot izgovoru, zakaj ne bodo podprli tega, kar lahko naredimo v tem koraku, in to je, da se iz zdravstvenega sistema odreže zdravstvene zavarovalnice. Tako da, kar je danes povedal SD, ne moramo brati na noben način drugače kot izgovor, zakaj nečesa ne bodo naredili, ko bi lahko.